Moje ime je Tone Bogataj in govorim v imenu Zveze upokojencev pri Slovenski ljudski stranki. Veseli me, da smo se seniori, predsedniki seniorskih organizacij SDS, NSI in SLS srečali in da imamo priložnost povedati svoje mišljenje, svoje besede o družinskem zakoniku, o katerem bomo odločali 20. decembra. Kakor sodelujemo pri tem, odnosno povemo svoje stališče pri tem pomembnem vprašanju za Slovence, tako tudi sodelujemo pri Evropski zvezi seniorjev, ki združuje več kot milijon članov iz 28 evropskih držav in ki ima za nalogo, da opozarja na demografske spremembe, ki so postale eden izmed ključnih vzrokov Evropske unije in njenih članov in državljanov. Referendum o družinski zakonodaji pri nas je že dalj časa polni časopisne stolpce in druga občila, za in proti. Vemo, za kaj gre. Propagandisti novega družinskega zakonika nas prepričujejo, da je poroka temeljna človekova pravica in da novi zakonik nikomur nič ne jemlje, ampak samo daje. Dodajajo, da se otroci v istospolni skupnosti počutijo prav prijetno. Te trditve so netočne in zavajajoče. Resnica je seveda obratna in so jih Glas staršev Slovenije, Koalicija za otroke gre in tednik Družina že utemeljeno zavrnili. Stališče SLS Slovenske ljudske stranke je do sprememb družinskega zakonika odklonilno. Predsednik stranke, gospod Marko Zidanšek, je že pred časom argumentirano zavrnil spremembe, ki jih je v besedilo zakona sprejel Državni zbor Republike Slovenije. V stranki SLS ne vidimo nobenega razloga, da bi z redefinicijo družine spodkopali enega od temeljev slovenske in evropske družbe. Obžalujemo, da politika tako nespretno išče rešitve za odpravo ene protiustavnosti z drugo in krši ustavni kategoriji očetovstva in materinstva, ki jo varuje Ustava Republike Slovenije. Zakon o poroki in družini izhaja iz spoznanja, da je družina temelj družbe, da je okolje, v katerem se spočne, rodi in vzgaja nov rod, od katerega je odvisna prihodnost skupnosti. Zato je potrebna posebnega družbenega varstva in podpore, pa ne zaradi pravic odraslih, ampak zaradi pravic otrok, da živijo v čim bolj varnem okolju. S tem družba skrbi za svojo prihodnost. Zakon o varstvu družine temelji na naravnem redu, vsa živa bitja ščitijo svoj zarod in s tem obstoj svoje vrste. Zveza upokojencev pri SLS, ki pripadam in jo vodim, je zgrožena nad gostobesednim utemeljevanjem sprememb, ki jih predlagatelji vsiljujejo spretno retoriko. Seveda imajo tudi oni vse temeljne človekove pravice, ki izhajajo iz človekovega dostojanstva. Spoštujemo jih in uredijo naj se v posebnem zakonu. Nas, ki spoštujemo družino v dosedanji obliki, naj pustijo pri miru. Starejši imamo za sabo življenjsko izkušnjo, poznamo težave, skozi katere so se prebijale družine, da bi ohranile svoj rod in bile trdna opora družbi. Stari starši podpiramo, včasih celo vzdržujemo svoje vnuke. Tudi na referendumu se bomo zavzeli zanje. Prizadevamo se, da bodo imeli še vedno možnost odraščati v krogu tradicionalne družine,
pa tudi zato, da bo šola še naprej izpolnjevala svojo vzgojno in izobraževalno poslanstvo. To je njena naloga. Ob vsem tem dogajanju zadnjih mesecev, še posebej pa zadnjih tednov, se sprašujemo, če je res popustil splošni občutek za civilizacijske pridobitve, za etiko in moralo. Se nismo iz zgodovine še ničesar naučili? In ali bomo res postali pogrebci Evrope?